Za konec poletja v Celju Knežjem mestu srednjeveški dan na Starem gradu. Jutri začetek novega šolskega leta. V Celju bo v šolske klopi prvič sedlo 475 prvošolčkov. Predsednik Slovenske ljudske stranke na sejmu v Gornji Radgoni o pomenu kmetijstva. Na Lopati sprejem za dobitnici kolajn iz svetovnega prvenstva v Astani. Spoštovane gledalke in gledalci, pozdravljeni v dogodkih dneva na televiziji Celje. Celje je minuli vikend znova gostilo enega največjih srednjeveških dogodkov v Sloveniji. Zavod Celeja za zaključek poletja v Celju Knežjem mestu tradicionalno pripravi srednjeveški dan v okviru prireditve Dežela Celjska vabi. Lepo sončno vreme je poskrbelo, da je Stari grad v soboto obiskalo okoli 2000 obiskovalcev, ki so jih artisti in razstavljavci popeljali v obdobje celjskih grofov. Osrednje dogajanje se je začelo s prihodom grajske gospode na čelu s Hermanom II. In Barbaro Celjsko. Dobrodošli na našem Starem gradu, na današnjem slavju in dogodku. Danes sem pač dobre volje in dovoljujem trgovanje na gradu in to veseljačenje. Potem pa so srednjeveške skupine iz Slovenije, Češke in Italije zasedle celotno grajsko območje in obiskovalcem pričarale del srednjeveškega vzdušja. Viteški tabor, ustvarjalne delavnice, srednjeveško orožje in denar, pa še marsikaj drugega je bilo moč videti na zaključku poletnega dogajanja v Knežjem mestu. Velik del animacije je bil posvečen prav viteškemu bojevanju. Tukaj smo predstavniki društva Vitezi v Toški, v glavnem se ubadamo z lokostrelstvom in z predstavitvijo tega srednjeveškega orožja in tudi opreme viteške predvsem. Otroci lahko vse to probajo, pa ne samo majhni otroci, tudi tisti večji otroci lahko probajo oklep, lahko prave meče probajo ali verižno srajco, pač to, kar imamo tukaj na razpolago. Vsi vitezi so se morali nekoč začeti učiti, a ne? In tole počnemo tukaj, se pravi, najmlajše viteze pripravljamo na boj. Tako se je vse skupaj začelo, pač prve vaje za male viteze. To so izdelki iz lesa, mislim poštudirani, da se slučajno ne bi kdo kaj poškodoval ali pa kaj takega, spominjajo pa na srednji vek. Treba je precej knjig prebrati, da veš kaj o srednjeveškem orožju. Potem ta druga največja stvar je pa uporabiti varnost, da se slučajno ne bi kaj zgodilo. Medtem ko so starši kupovali izdelke na srednjeveški tržnici, so otroci lahko spoznavali živali, si poslikali obraz, spoznali srednjeveško pisarko ali si kar sami izdelali srednjeveški denar. Danes kupujemo celjske novce in sicer z motivom Celjskega gradu in Celjskega konjenika. Na tej napravi pa si jih obiskovalci lahko skujejo kar sami. Torej ta denar lahko potem uporabimo tudi v trgovini? Zaenkrat še ne. Morda, če bi bili leta 1200 ali 1300, bi zanj lahko kaj zamenjali. Grajska pisarka zgolj perovihti. In ako zdi se mi, da njih blagorvani morda ne vedo, da pisarji včasih posedovali veliko moč so. Radi tega, ker redko kdo je znal perovihteti in na tak način se sporazumeti. Poskrbljeno je bilo tudi za lačne in žejne in če sklepamo po odzivu obiskovalcev, so bili v zavodu Celeja tudi letos uspešni. Ja, vsekakor za otroke je zelo super tole, ne? Za odrasle je pa tako enkrat vidiš, pa imaš dovolj, po mojem. Tako da bi mogoče kakšno skupino mogli zamenjati, da se ne ponavlja vsako leto. Drugače pa za otroke je pa super vsako leto, seveda. V redu je, ko je aktivno za otroke, da nismo samo opazovalci, ampak so aktivni udeleženci. To je lep napredek. Srednjeveško veseljačenje je trajalo do poznih večernih ur. Gostitelja sta bila izjemno zadovoljna. Stari grad živi in Celje se vrača in celjske zvezde zopet v svojem sijaju. Ljudje prihajajo in to je znak, da delamo pozitivno in dobro. Naj prihajajo večkrat na Stari grad in na te točke v Celju, ki imajo marsikaj za videti. Ne smemo zanemarjati. Imamo zgodovino in na njo moramo biti ponosni. Tudi jaz sem vesela, da se ponovno odvija ta krasen srednjeveški dan na Starem gradu Celje. Celjani bi morali biti ponosni na svojo zgodovino, tako kot je rekel moj oče Herman. Bili smo visoko na evropskem nebu in prav je, da se tja tudi vrnemo. S prireditvijo Dežela Celjska vabi pa so se zaključile tudi poletne prireditve v okviru poletja v Celju Knežjem mestu. Te so letos na številnih prizoriščih
igriščih po Celju trajale kar 3 mesece. Jutri bo v celjske osnovne šole prvič vstopilo 475 prvošolcev, šolsko leto pa se začne tudi za vse druge učence in dijake. Danes so tako v šolah učitelji urejali še zadnje formalnosti in potrdili, da so na prihod učencev dobro pripravljeni. Na Mestni občini Celje pa so med počitnicami skupaj s šolami in pristojnimi institucijami poskrbeli za vzdrževalna dela in zagotovitev varne poti v šolo. Skupaj bo v šolskih klopeh celjskih osnovnih šol v novem šolskem letu sedelo 3739 učencev, kar je največ v zadnjih 4 letih. V prihodnjih letih pa naj bi število vpisanih otrok še naraščalo. Na Mestni občini Celje so sicer letos za naložbeno vzdrževalna dela na šolskih objektih namenili 150 000 evrov. Med drugim smo zamenjali na vzhodni strani objekta na Kosovelovi ulici, na Pionirskem domu, smo zamenjali okna, na drugi osnovni šoli smo prenovili tla v jedilnici in vhodnem hodniku, prenovili smo sanitarije. Na tretji osnovni šoli smo povečali jedilnico, saj je bila za trenutne razmere in pa trenutno število otrok, ki je v jedilnici, premajhna. In zaradi tega smo tudi prestavili gospodinjsko učilnico v kletne prostore, ki smo jih pa čist na novo prenovili. Na osnovni šoli Frana Roša smo v traktu pred telovadnico prenovili umivalnice in pa sanitarije tako za otroke kot tudi popoldanske uporabnike, ki uporabljajo telovadnico. Na osnovni šoli Hudinja smo nadaljevali z prenovo parketa v mali telovadnici, potem ko smo v lanskem letu zamenjali parket v veliki. In pa na Pošmartno v Rožni dolini smo rekonstruirali prostore garderobe in smo jih namenili predšolski vzgoji. Prav v teh dneh se je začela sanacija severnega dela historične fasade na 3. osnovni šoli. Naložba vredna 190 000 bo zaključena novembra. Do takrat bodo v šolo tudi učenci vstopali skozi glavni vhod. Šolsko leto se začenja tudi za vrtce, kjer bodo letos sprejeli vse vpisane otroke, ki izpolnjujejo pogoje za vpis. Novincev bo 440. Vrtci imajo prosta mesta še za otroke od 3 let, pa potem do, se pravi, drugo starostno skupino, od 3 let pa potem do vstopa v šolo. Na čakalnih seznamih vrtcev je nekje za medletni sprejem, kar pomeni, da bo teh 11 mesecev izpolnjevali kasneje, se pravi novembra, decembra, januarja in tako dalje. Trenutno 70, kar se med letom spreminja in potem temu primerno imamo na voljo še vedno možnost, da odpremo oddelek ali 2, odvisno od tega, kakšna je potreba in seveda, kje je te potrebe največ. Tudi letos bodo pristojne službe poskrbele za varno pot v šolo. Tako so pregledali šolske okoliše in obnovili prometno signalizacijo. Poskrbeli pa bodo tudi za dodatno opozarjanje na varnost v prometu. Zagotovljeno je varovanje v vseh okoliših osnovnih šol. Nekje bojo sodelovali društvo upokojencev, nekje ZŠA, AMD Šlander, policijska postaja Celje in pa tudi medobčinski inšpektorat. Varovanje bo zagotovljeno tudi še na 3 ostalih lokacijah, ki smo jih pač identificirali kot bolj nevarne, torej prehod pri policijski postaji Celje na Ljubljanski cesti, prehod pri splošni bolnišnici Celje in pa prehod pri Gregorčičevi ulici, torej pri zdravstvenem domu. Kot pravi ravnatelj 3. osnovne šole Aleksander Vrhovšek, ki prevzema vodenje aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol, je šole pred novim šolskim letom čakalo nekaj novosti. Tudi uvajanje prvega tujega jezika v 1. razred. V letošnjem letu, torej z jutrišnjim dnem, se uvaja prvi tuj jezik v 1. razred kot neobvezen izbirni predmet, torej učenci se sami odločijo skupaj s starši, ali bi predmet želeli obiskovati. Po trenutno veljavnem zakonu bi se v naslednjem šolskem letu ta prvi tuj jezik predstavil v 2. razred kot obvezen predmet za vse učence in bi se prvi tuj jezik tako poučeval od 2. do 9. razreda. Šole so torej pripravljene, že jutri pa bo jasno, ali so na začetek pouka pripravljeni tudi učenci. Delegacija Slovenske ljudske stranke pod vodstvom predsednika Marka Zidanška si je ogledala 53. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni. Predsednik Slovenske ljudske stranke je ob tej priložnosti opozoril na ključne probleme slovenskega kmetijstva, ki je po njegovem mnenju ena ključnih panog za nadaljnji razvoj Slovenije.
Dejstvo je, da v Slovenski ljudski stranki smo v preteklosti tudi pri programu razvoja podeželja za to mandatno obdobje opozorili na določene zadeve, kjer se je prehitro hitelo, kjer pričakujemo, da se bodo določene stvari v pogajanjih z Evropsko unijo, zato da bo slovenski kmet, mladi kmet imel svoje priložnosti še karkoli v tem smislu korigiralo. Prav gotovo si želimo močnih in uspešnih družinskih kmetij. Govorimo tudi o tem, da si želimo, da se povečajo kmetijske površine našim domačim proizvajalcem, se pravi slovensko zemljo v slovenske roke, se pravi slovenskemu kmetu. Država bi lahko z skladom kmetijskih zemljišč omogočila povečanje družinskih kmetij, s tem pa seveda izboljšala ne samo socialno sliko, tudi možnost večgeneracijskih zgodb na naših slovenskih kmetijah, da uspešno uspevajo. Predvsem pa gre za to, da smo pripravljeni in tudi lahko uspešni pri pridelavi zdrave, kakovostne, domače predelane hrane, ki ne prihaja stotine kilometrov oddaleč, in hrana konec koncev pomeni tudi tisto osnovo za zdravo življenje naših državljank in državljankov. Mi bomo v jesenskem delu šli nov krog obhoda našega terena. Mi se ogromno pogovarjamo z našim članstvom po terenu, gremo po vseh 8 volilnih enotah. Zdi se mi, da je to en tak nov, mladostniški, ali kakorkoli bi temu rekel, pristop. Predvsem želimo poslušati ljudi, kako oni čutijo to Slovenijo, te razmere pri nas, jih potem seveda dati na nek skupni imenovalec in iz tega delati svoje politike. V judo klubu z dežele Sankaku so v soboto pripravili sprejem za dobitnici medalj na svetovnem prvenstvu v Astani, Tino Trstenjak in Ano Velenšek. Trstenjakova je Sloveniji priborila prvo zlato medaljo na svetovnih prvenstvih, Velenškova pa se je ukitila s srebrnim odličjem. Družinski člani, prijatelji in člani judo kluba z dežele Sankaku so z navdušenjem pozdravili slovenski junakinji iz Astane. Ob spremljanju njunih borb je bilo zelo nervozno in napeto tudi v krogu najožjih družinskih članov. Občutki so nepopisni, to je z eno besedo se ne da povedati. Verjetno sem najbolj ponosna očka na svetu v tem trenutku. Glede borb pa od Pertini jo spremljam celo življenje, vsako borbo, vsako minuto in tudi zdaj živčno, veselo in vse, kar pač kot navijač, oče in pač jaz bolj čustveno jemljem tudi vsak njen nastop in živčnost in na koncu pa sreča, tako da danes, ko mi čakam, da stopi iz avta in imam občutek, da se mi bojo malo solze, malo očke urosile. Jaz sem se že v vseh teh letih tako navadila, da ko vidim, ko Ana gre na blazino, kak je njen dan, tisti njen način, kako gre na blazino, in se mi zdi, da je tisti njen dan, da ima občutek, da bo šlo in da prva borba je bilo tako, prva borba na vseh turnirjih, na vsaki tekmi nekaj posebnega. Prva se ogrevaš, vse tipaš, vse. To, ko je prva stekla, sem imela dober občutek, da to nekako bo šlo vse. Skrbel me je za Britanko, ker sta pač izenačene bile zdaj, ampak nekako sem verjela v njo in tudi pokazala, da je spravega testa in da mora iti. In ko je prišlo v polfinale, s Francozinjo sta tudi izenačene, to je ena najboljših judoistk na svetu, lahko rečeš, ima olimpijske, svetovne medalje, vse. In ko je bila enkrat v finalu, je za mene naredila v bistvu vse, čeprav tako kot ona sem si jaz kot mama želela, zlata, sigurno, ker vem, da si ga zasluži, vem, koliko je dela, koliko je truda v to ložila, časa, vsega. Pač žal se ni šlo, to so pač sekunde, trenutki, žal, ampak tudi srebrna medalja je nekaj, kar verjetno marsikjer športnik želi in je za njega nedosegljivo. Ana je to dosegla. Tina Trstenjak in Ana Velenšek sta z zlato oziroma srebrno kolajno dosegli svoja največja uspeha v karieri. Občutek je super, še sploh sem zelo vesela, ker smo prišli domov in nas je toliko ljudi pričakali in ko vidiš, koliko ljudi to ceni, pač kaj si naredil. In tako da res hvala, da so nam pripravili to, hvala trenerju, da nas je pripravilo, Urški, Igorju, vsem, ki so nam pomagali, so nam padali in sem zelo vesela, tako da hvala.
tako kot ponovadi rečem, to je tekma, pač, ki jo je treba kar hitro pozabiti. Medalja ostane, ampak pač je treba iti naprej. Jaz še danes pa jutri mogoče malo proslavljam, ampak pol s ponedeljkom pa že začnem in grem naprej. Moram reči, da danes sem res vesela. Včeraj je bilo še tukaj malo razočaranja, malo grenkega priokusa. Vsekakor izgubila sem finale, zadnja borba je bila izgubljena, to ni najboljši občutek, ampak na koncu, ko sem vse skupaj prespala in sem gotila, da sem pa druga na svetu, je pa le to nek dober občutek. Mislim, da je bilo najtežje do finala, v samem polfinalu za Francozinjo. Obe smo res se potrudili maksimalno, šlo je za minimalno prednost ene kazni. Bilo je še minuto do konca in to prednost je bilo treba zadržati, tako da moraš se dosti zbrati in tudi v glavi ostati močen in prepričan v sebe. Z uspehom v Astani je bil izjemno zadovoljen tudi tvorec celjske in slovenske judo pravljice Marjan Fabjan. Naredil sem ga jaz, s pomočjo Urške pa Igorja in tu nimam kaj veliko komentirati. Jaz sem šel po zlato. To sem tudi prej pričakoval, čeprav so bile nevšečnosti, pa ne vem, kaj vse se okrog tega dogajalo, sam na koncu kljub temu uspel. Tako da drugič, če bo hotel kdo mi nagajati, mora vedeti s tem, da ni dovolj sam pikati, ampak mi mora orek nagajati, če me hoče uničiti. Fabjan je imel v mislih težave z zaposlitvijo Tine Trstenjak, ki so na plano prišle le nekaj dni pred svetovnim prvenstvom. Bilo je pa škoda, da so mi tekmovalko pred takim velikim tekmovanjem 3 dni prej pred svetovnim prvenstvom napadali z vseh koncev in strani oziroma je dajali podatke, da službe ne bo dobila, ker je že službo v žepu imela. Jaz sem to tam skušala pozabiti, ampak to se bo tako vrnili, tako se morajo stvari urediti. Neki stvari se že ureja, ampak kaj več bom pa povedala, ko bo na tem kaj. Tina Trstenjak in Ana Velenšek sta si že zagotovili vstopnici za nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v severni in osrednji Sloveniji se bodo čez dan pojavljale krajevne plohe in nevihte, začelo se bo hladiti. V četrtek bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma nevihtami. Ne samo mesec september, tudi vreme nakazuje, da se počasi a vztrajno bliža jesen. Hvala za pozornost, pa tudi zato, ker ste nas spremljali. Naredite to ponovno jutri, za tokrat pa le še lep večer.